Torej, to, kar se dogaja danes v Evropi in pa v Sloveniji, se pravi zborovanja, na katerih ljudje vpijajo, nočemo muslimanov, ker so nasilni, ker so drugačni in tako naprej, to nas ne sme presenetiti. Ta protiislamski diskurs namreč ni nič novega. Star je že vsaj 9 stoletij, zametki pa so se pojavili že prej. In moramo razumeti, kako se je skozi teh 9 stoletij zelo reproduciral, oziroma vedno znova reproduciral in utrjeval. Zametki že v 9. stoletju v Španiji. 711 so muslimani zasedli Španijo, potekal je nek proces, ko so se krščanske množice hitro arabizirale. Arabščina je postajala veliko bolj popularna kot latinščina in katoliško duhovščino zajela nekakšna panika. Ker so menili, da so Mozarabi, to so bili arabizirani kristjani, nekakšni dezerteri, so torej te duhovniki menili, da je treba nekaj ukreniti. In 850 je nastopilo tako imenovano mučeniško gibanje, v okviru katerega je okoli 50 navadnih ljudi, profesorjev, duhovnikov in pa drugih, torej zavestno žalilo preroka Mohameda, da bi s tem mislili svojo usmrtitev. Muslimanske oblasti so bile precej zadržane, niso hotele narediti mučeniškega kulta, vendar na zadnjem ni preostalo drugega, ker so te akterji tako zelo močno in ponavljajoče žalili preroka Mohameda. To mučeniško gibanje sta vodila Eulogio in pa Paul Alvaro. In oba sta bila prepričana, da je Mohamed antikrist. Namreč vse naj bi se ujelo s tistim, kar je pisalo v drugi knjigi Tesalončanom in pa v Apokalipsi. Uprli ste se na močno apokaliptično tradicijo. V drugi knjigi Tesalončanom je namreč rečeno, da bo Jezus prišel nazaj, potem, ko bo nastopila velika apostazija, velik odpad od vere, in da se bo prevarant prikazal, ki bo s svojimi prepričljivimi doktrinami navdušil mnoge kristjane, hkrati pa dobil pod nadzor tempeljski grič oziroma tempelj v Jeruzalemu. Zdelo se je, da se vse ujema. Namreč muslimani so res leta 638 zavzeli Jeruzalem in pa, kot že rečeno, so mnogi kristjani v Španiji, kot sta rekla, torej Eulogio in pa Paul Alvaro, zelo naivno verjeli novim doktrinam islama. Islam je bil pa hkrati tudi prevladujoča svetovna religija. Člani tega mučeniškega gibanja so Mohameda naslavljali kot prvič sleparja, kot drugič kot spolnega razuzdanca in tretjič kot človeka, ki svojo vero lahko širi zgolj z nasiljem. Torej, in to, kar te zametki so se potem, lahko rečemo, ohranili skozi zgodovino. Kot sam začetek, torej močan temelj protiislamskega diskurza, pa lahko opredelimo dogajanje po prvi križarski vojni, torej tisti vojni, v kateri so križarji, ko so 15. julija 1099 zavzeli Jeruzalem, v 3 dneh poklali 30.000 muslimanov in pa judov. Torej, kmalu po tem dogodku krvavem je najprej šla gesta Francorum, neka še dokaj nevtralna vojaška analiza dogajanja v Sveti deželi, potem pa 1107 Robert Menih po ukazu nadrejenih naredi oziroma na novo napiše to gesto Francorum, izda delo Historia Heros Solimitana. V njej, torej v tem delu, niso bili več v ospredju vojaški vidiki kot v gesti Francorum, ampak teološki, religijski vidiki. Povedano bolj specifično, rekel je, muslimani so nečisti, ta umazanija je zasedala Jeruzalem in torej naši vojaki so to umazanijo očistili in osvobodili sveto deželo. Seveda ni pozabil našteti cele vrste zločinov muslimanov. Rekel je, kar pa zadeva ženske, bi raje ostal tiho, ker teh zločinov se preprosto ne da, oziroma teh perverznih zločinov se ne da tako hitro, oziroma se jih ne da povedati pravzaprav. Skozi vse do danes, veste, so različni akterji reproducirali 3 ideje. Prvič, da je islam zelo agresivna, oziroma inherentno agresivna in fanatična religija. To vsi poznamo. Drugič, da je islam sovražen znanosti oziroma racionalni misli.
In pa tretjič seveda, danes na dan žena, da seveda te muslimani vedno znova zatirajo ženske. In to se je skozi zgodovino reproduciralo, morda neko presenečenje za koga, tudi humanistični, renesančni intelektualci so reproducirali torej ta protiislamski diskurs, ker so se hoteli prikazati kot neposredni nasledniki klasične grške zapuščine, so seveda morali izbrisati tisto bistveno, kar je obstajalo med starimi Grki in pa renesanso, kot so rekli, torej preporodom, seveda to je bila pa arabska civilizacija, ki je dejansko ohranila islamsko oziroma grško klasično zapuščino in jo še močno nadgradila. Tako ne more biti presenečen, da je Francesco Petrarca rekel, težko me boste prepričali, da lahko karkoli dobrega pride iz arabskega sveta. Giovanni Pico della Mirandola pa je rekel, za voljo nebes, pustite nam Pitagoro, Platona in Aristotela in obdržite svojega Omarja, svojega Alhabitiusa in pa svojega Abenragla. Potem seveda tudi razsvetljenci sodelujejo v tem početju in pa orientalisti, ker je pač evropsko kolonialno početje potrebovalo neko doktrinarno učeno zasnovo, ki naj bi opravičila evropsko zavzetje muslimanskega sveta v 19. stoletju. Seveda orientalisti so priskrbeli to podlago, ko so rekli, muslimani oziroma islamski svet so pač necivilizirani, inherentno nasilni in tako naprej. Danes torej ta protiislamski diskurs, ki je utrjan v evropski zgodovini, Tomaž Mastnak poudarja, da so vsi veliki evropski intelektualci od Erasma Rotterdamskega, Thomasa Mora do Abija Sampiera in pa Voltera in Leibnica bili stropeno protimuslimanski in so močno udarjali predvsem prek Turka in da se je Evropa kot politična skupnost oblikovala po letu 1453, ko so Osmani zavzeli Konstantinopel, predvsem na podlagi svojega reflektiranja nasproti drugemu, seveda pisano z veliko začetnico, muslimanskemu Turku na Balkanu. Torej ta protiislamski diskurs, to je treba poudariti, so vsi Evropejci pravzaprav pili že svojim materinim mlekom. Danes pa ga seveda izkoriščajo predvsem desne stranke in pa po mojem mnenju tudi velik kapital. V Sloveniji, torej, če se malce ozremo tudi na Slovenijo, v Sloveniji predvsem nekatere desne stranke, jaz mislim, da je mogoče vsaj do neke mere aplicirati konstruktivistično teorijo oziroma konstruktivistično razlago vpliva religije na nastanek nasilnega konflikta, ki pravi, da elite oziroma neki politiki, ki hočejo osvojiti oblast oziroma obdržati oblast, začnejo hujskati pripadnike svoje lastne religijske skupnosti proti pripadnikom druge religijske skupnosti. Torej v tem se konstruktivizem ne razlikuje od instrumentalistične razlage, ki tudi pravi, da nekdo želi zaradi svojih oblastnih ambicij hujskati svojo skupnost proti drugi. Ampak konstruktivizem se razlikuje do instrumentalizma golega v tem, da pravi, politiki morajo biti prepričljivi. Morajo se opreti na neko intersubjektivno strukturo, na nek zgodovinski spomin, torej na nekaj, kar vsi vedo. In seveda tukaj politiki nimajo težkega dela, ker vsak Evropejec na nek način ve, da so muslimani pač nasilni in da zatirajo ženske. Tudi vsak Slovenec verjetno ve, da so bili Turki tisti, ki so vdirali in bili tako zelo nasilni. Tako da to, da se ta protiislamski diskurs tako zelo prijemlje v Sloveniji, ne more biti naključje. Vendar je še nekaj potrebno poudariti, ko gre za ta konstruktivistični pristop. Pravi, da je to prepričevanje politikov, ki hočejo osvojiti oblast, sicer lahko prepričljivo, ampak da je pa vendarle ga mogoče dekonstruirati, torej da ga je mogoče nevtralizirati z nekimi protiargumenti. In to se mi zdi izjemno pomembno, kajti mislim, da moramo priti vsi skupaj k nekemu nevtraliziranju tega hujskanja množic. In sicer po mojem mnenju je to mogoče narediti z naslednjimi elementi. Prvič, vedno znova je treba poudarjati, da je ta begunski val, ne bom rekel krizo, povzročil Zahod sam. S svojimi vojaškimi intervencijami v zadnjih 15 letih, napad na Afganistan,
predvsem pa napad na Irak je odprl Pandorino skrinjico sunitsko-šiitskega konflikta, ki najbolj destruktivno uničuje Sirijo, iz katere največji del beguncev prihaja. Torej, vedno znova je treba to poudarjati. Drugič, islam nikakor ni tako različna oziroma tuja religija od krščanstva, ki mu recimo pripadajo Slovenci vsaj v nekem širšem kulturnem smislu, namreč gre tudi za monoteistično religijo, ki priznava nebesa in pekel, sodni dan in tako naprej. Nenazadnje zato islam skozi zgodovino je obravnaval kristjane in Jude kot al-kitab, se pravi ljudi knjige. In praviloma jim je dopuščal visoko stopnjo avtonomije, primeri kot so ta, da je al-Hakim, fatimitski kalif, porušil cerkev Božjega groba, ali pa da je al-Mutavaki, bagdadski abasidski kalif, zapovedal, da morajo kristjani in pa Judje nositi rumen trak skozi ramo, gijar, ki postal nekak presedan te rumene zvezde. Torej, to so izjeme, poudarjam, izjeme, ki potrebujejo pravilo, da je muslimanski svet kristjane in Jude obravnaval s toleranco in jim puščal visoko stopnjo avtonomije, v zameno ponavadi za plačilo davka glavarine. Tretjič, treba je poudariti, da so judaizem, krščanstvo in pa islam 3 abrahamske religije. Vse imajo svojega prednika v Abrahamu. Iz prvega Abrahamovega sina, ki ga je imel služkinjo Agaro, se pravi Izmaela, so išli Arabci oziroma muslimani. Iz drugega Išaka po muslimansko, pa seveda Judje in sam Jezus Kristus je bil Jud. Na ta način ni naključje, da govorimo o 3 abrahamskih oziroma semitskih religijah. Tukaj je treba poudariti, da je treba vedno znova poudariti, da v Koranu imamo sure z naslovi Yunus, 10. sura Yunus, Jon, 12. sura Jusuf, Jožef, 14. sura Ibrahim, Abraham, 19. sura Marjam, Marija in pa 71. sura Noah oziroma Nuh, Noe. 21. sura Al-Anbija pa preroke našteva, torej islam priznava pomembne osebe iz judaizma in krščanstva kot preroke, se pravi tudi Mojzesa, v teh, ki nisem naštel, tudi Jezusa kot Iso, Jahjo, Janeza Krstnika. Res pa je, da v 33. suri 40. aji pravi Mohamed je Allahov poslanec in pečat prerokov. Četrtič, kar je treba poudarjati, torej, ko danes kdo meni, da so muslimani pač tisti, ki sovražijo racionalnost, ki so sovražni do intelekta, do znanja, je treba povedati, da je druga najpogosteje omenjena beseda v Koranu ilm, se pravi znanje, vedenje. In da 20. sura 114. aja pravi in reci, Gospodar moj, povečaj moje znanje. Strokovnjaki, kot sta na primer Johannes Pedersen in pa Franz Rosenthal, poudarjajo, da le malo katera civilizacija je kazala takšno afiniteto do znanja. Torej, ta beseda ilm, znanje, vedenje je omenjena recimo na procentu vseh besed, ki so v Koranu. Torej, tam vsaj 700-krat je omenjena. In pa temu je treba dodati, da sedanje zahodne civilizacije kot znanstvene supersile ne bi bilo, če ne bi bilo Arabcev oziroma muslimanov, ki so med 8. in pa 12. stoletjem prevzeli baklo razvoja civilizacije. Ko so med polovico 8. stoletja in koncem 9. stoletja v bagdadskem abasidskem kalifatu prevedli vsa dostopna grška znanstvena in filozofska dela, pravijo, da zgolj Aristotelova politika je bila nekakšna izjema, še danes ne vemo zakaj. Ne zgolj, da so prevedli ta dela, ampak so jih še bistveno nadgradili. Ptolemejevo, na primer, veliki zbornik astronomije, so preverjali in marsičim ugotavljali, da je Ptolemej pač nekonsistenten in pa torej, da ni predvidljiv. Popolnoma znanstvena govorica, kakršno poznamo še danes. Tudi Ptolemejevo geografijo so popravili, ko je na primer Kaspijsko jezero narisal kot ležeče vodoravno. Seveda so ga popravili, da leži
torej na smernici sever-jug. In še marsikaj drugega so naredili, med drugim naj opozorim, da je treba tistemu, ki tako vpije čez muslimane, povedati, da v tem srednjem veku Evropa ni znala več natančno določati ur časa. Tako je, še 5 minut. Ni znala več natančno določati ur, ne časa, ampak dneva in pa natančno voditi julijanskega koledarja. Torej, muslimani so razvili neko napravo, ki so jo sicer Grki iznajdli, to je bil astrolab, s katero se je dalo zelo natančno izmeriti čas. Pa še cela vrsta drugih izboljšav, nenazadnje Bajt al-Hikma, ki jo je 830 ustanovil kalif al-Mamun v Bagdadu, je bila druga najpomembnejša izobraževalna institucija po veliki aleksandrijski knjižnici. Torej, to je treba vedno znova poudariti, torej ta prispevek muslimanov k zahodni civilizaciji, na to nas opozarjajo tudi besede, kot so alkohol, azimut ali zenit. Naslednje, kar je treba reči, je seveda to, da islam nikakor ni preko svojega družbeno-ekonomskega pristopa neka tuja religija. Islam je izrazito skupnostna religija. Vedno znova poudarja torej to, da posameznik ne sme pozabiti na svoje somuslimane oziroma druge posameznike. 4. sura 75, zakaj se ne borite na Božji poti in za nemočne moške, ženske in otroke. Ves čas poudarjanje torej neke potrebe po skrbi za skupnost. In tem je islam zelo, zelo soroden katolicizmu. Tudi katolicizem je zelo skupnostna religija, dolgo se na to ni spomnil. Benedikt XVI je 2009 v svoji encikliki Caritas in Veritate na začetku rekel, cilj vsakršne ekonomske dejavnosti mora biti skupno dobro, to je dobro vseh nas, ki tvorimo družbo. Seveda je Margaret Thatcher rekla, there is no society, obstajajo zgolj posamezniki, ki naj sledijo svojemu lastnemu interesu. V tem se islam in pa katolicizem lahko rečemo od bistveno bolj individualističnega protestantizma. In pa končno, treba je vedno znova opozarjati, da te reprodukcije govora o džihadu, o sveti vojni, da so preveč poenostavljene, da prvič poznamo delitev na majhni in veliki džihad, da veliki džihad je boj muslimana za življenje v skladu z zapovedmi islama, majhni džihad je pa tisto, kar naj bi pomenilo neko bojevanje, pri čemer imajo v islamu celo vrsto drugih besed za bojevanje, kital, bojevanje, harb, vojna, gazu, invazija, advan, agresija. Torej, da samo v 10 od 41 primerov, ko v Koranu obstaja torej neka besedna zveza džahada, prizadevati si, to pomeni neke vrste bojevanje. In da danes ne obstaja več klasična delitev na dar al-islam in dar al-harb, hišo islama in hiše vojne, ki naj bi narekovala, ki je narekovala, to je treba povedati, da se morajo muslimani bojevati za podreditev neislamskih dežel. Danes je delitev dar al-islam, dar al-ahd, ki narekuje muslimanskim deželam, da naj sklenejo mirovne pogodbe s krščanskimi. Tako s tem je treba na primer umirjati tiste, ki pravijo, se ni naključje, da Saudska Arabija gradi toliko mošej, pošilja vernike, da bi nas zasedali. Hvala lepa.